Nikoli nisem tekmoval v kajaku, en dogodek, ker sem Petra poznal, Janjo poznal in imel sem tudi to možnost, da sodelujem na tekmi. In pred začetkom finala, ko je Janja bila v nekem X stanju, ko se je tresla, sem rekel, Janja, verjemi, tokrat bo uspela. Vsi smo v to verjeli, Peter je v to verjel, oče je v to verjel, vesel sem, da so vsi še živi, glede na psihično stanje, ki je bilo takrat z nami vred. Namreč uresničile so se sanje ene generacije kajakašev, ki so zelo pomembne. Namreč sanje so tiste, ki nas vodijo naprej, tudi v teh kriznih časih, ko zmanjkuje denarja, vendar nam taki dogodki, ko se uresničijo te sanje, pomenijo tudi nam, ki se trudimo, da bi ustvarjali pogoje za te dosežke, neko nagrado, neko spodbudo za delo naprej, ker tudi mi se v teh časih vprašamo, kaj nam je tega treba. To, kar vidimo, kar se vrti, je tisto, zakaj se splača. Splača se, da ustvarjamo pogoje, da tisti, ki imajo vizijo, da tisti, ki se trudijo, da tisti, ki vejo, kaj želijo, lahko dosežejo svoje. Tako da čestitam vsem, ne samo Petru, ampak številnim mladinskim prvakom in ne vem, kaj vse ste dosegli, kar je vidno in kar se v bistvu tukaj vrti. Čestitam vam zato, ker delate načrtno, ker imate 25 let v slovenski zgodovini športa, samostojnega športa, ves čas neko pomembno vlogo. To je plod načrtnega dela, strokovnega dela, plod truda številnih, tudi ljudi, ki skrbijo za organizacijo. Ne morem, da ne bi omenil tudi Dejana. Dejan je bil moj plavalec in preprosto, ko je nehal plavati, sem bil zelo vesel, da je Andrej pristal, da tudi v kajaku, da preide na mirne vode. In prepričan sem bil, da bo tudi to zgodba v uspehu. Tako da sem tudi vesel, da ste med prvimi športi v Sloveniji, ki ste začeli z inkluzivnim športom, tako da tudi tukaj vse čestitke, mislim, da Dejan je tudi vrnil vlaganja v njega z njegovim trudom in požrtvovalnostjo. Želim vam, da tudi v prihodnosti dosegate te rezultate, glede na tudi tukaj, ko vidimo slajde, mlade športnike, ki so za temi, glede na vrhunsko usposobljene trenerje, da bo tudi v Tokiu veliko razlogov za veselje in tudi v prihodnosti, tudi v tem vmesnem obdobju, v kar pravzaprav ne dvomim. Še enkrat iskrene čestitke za vse vrhunske rezultate, ki ste jih dosegli. Mi se bomo pa v okviru naših zmožnosti trudili, da bomo zagotavljali vsaj osnovne pogoje za razvoj tega lepega športa še naprej. Hvala.